Zdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo govorili o odnosih in o tem, kaj mi prinesemo v vsak odnos. Danes sem govorila z eno simpatično gospo, pripravljava ene krasne delavnice, več o tem bom v nadaljevanju, pa ne danes povedala, ko bo imela vse pripravljen. V vsakem primeru tudi jaz pripravljam delavnice, prvo delavnico bom imela že konec tega meseca. No, ko bom imela vse sestavljen, objavim to verjetno v naslednjem videu. Ampak kakorkoli, pogovarjali sva se o tem, kako vsak od nas prinese odnos najprej sebe. In ker prinesemo odnos najprej sebe, seveda vse to, kar prinesemo iz prvega odnosa, iz svoje primarne družine, kar prinesemo iz vseh ostalih odnosov, ki smo jih imeli v življenju, in potem v intimnem odnosu to damo ruzak, razpakiramo in udari ven ves smrad. In to pomeni, da vsak od nas, če želi imeti ljubeče odnose, in vemo, da največ stresa nam prinašajo dejansko odnosi, je čas, da vsak svoje sprazne, svojo prtljago, in ko to sprazne, potem lahko stvari funkcionirajo. No, in jaz sem ji razlagala moje vzorce, kakšne sem imela. Jaz sem bila šokirana nad sabo, ko sem par let po ločitvi pogruntala, kaj je moj temeljni vzorec. Ampak res tako šokirana. Prišla sem do zaključka, seveda z mišičnim testom, da imam podzavestni program, potrebo imam po tem, da se v vsakem odnosu počutim izkoriščeno in zlorabljeno in seveda na koncu zavrženo. In mi je bilo tako, joj ne, pač človek ima potrebo po hrani, po vodi, po spanju. Ja, imaš določene telesne potrebe, na WC je treba iti, ko ima telo potrebo, ampak da imaš potrebo po tem, da se počutiš zlorabljenega, je pa enako kot ljudje, ki so zasvojeni, ker imajo potrebo po alkoholu, po cigaretih, nekateri po mamilih, enostavno imajo potrebo po tem. No, in ko smo mi zasvojeni s tem, da se počutimo zlorabljene, izkoriščene in tako naprej, v naše odnose prihajajo taki ljudje in seveda potem delamo karmične lekcije. Delamo lekcije svoje osebne rasti in ta naša osebna rast je seveda povezana s tem, da se učimo prepoznavati take ljudi. Ja, to je ena stvar. Druga stvar pa, da jasno postavimo meje. Se pravi, takrat, ko nam ni dobro, da ni da rečemo, no pa se pelem zraven, ampak enostavno rečeš, tole pa ne gre skozi moj filter, to pa na ta način ne gre. Zdaj, mogoče vas ljudje niso navajeni, ker če ste v nekem takem odnosu, recimo v službi, kjer ste šele bile na začetku osebne rasti, pa ste prišli do zaključka, da nekaj morate spremeniti in ste začele postavljati meje, nihče ne ploska. Takrat, ko vi začnete delati spremembe, je tako, kdo si ti? Čakaj, ti si spremenila, kdo te je spravil možgane? No, in to so prvi taki tipični stavki ljudi, ki prepoznajo, da mi delamo na sebi. In to ni nič narobe, če delamo na sebi, ampak ti ljudje nas niso navajeni. Ne vem, tudi partner, mama, oče, kdo si ti? Zdaj naenkrat ti govoriš. Meni to ne paše več. Pa ne, da se razburiš, ampak enostavno govoriš o svojih čustvih in poveš, kako ti občutiš in kako bi mogli biti. No, in zaradi tega, delamo te delavnice in pripravljava delavnice. S to gospo pripravljava delavnico za ljudi, ki si želijo bolj kvalitetne odnose in bo ful zanimivo. Konec meseca bom pa imela v bistvu šolanje, se pravi, zadnjič sem že razlagala o teh mojih stopnjah. Prva stopnja, druga stopnja, tretja stopnja. Prvo stopnjo sem zdaj začela tečaj. Druga stopnja bo pa za vse tiste, ki ste bile pa že z mano v tečajih, ki ste že dale šolanja skozi in zdaj je čas za nadgradnjo. To bo konec meseca, bomo v Strunjanu in bo dobro. V glavnem delavnica, kjer vas bom učila o čiščenju energijskega polja, kjer vas bom učila o tem, kako si bolj mirna takrat, ko prepoznaš, da je potrebno ukrepati,
Na tej delavnici te bom učila osnovnega dela, kako zaščititi tudi svoje energijsko polje, kar je zelo pomembno, zdaj pa tisto, kar je pomembno. Ker ta trenutek s temi lunami se mi zdi, da vsakič, ko pride nov cikel lune, se majčkeno bolj zgostijo energije, se majčkeno bolj intenzivno je, pomečejo stvari ven in potem še ti mrki in vse skupaj in se zna kar pestro dogajati v življenjih ljudi. Zdaj, kar jaz občutim, ta trenutek se na globalni ravni, ker glejte, tako gre. Vi predelujete na mikroravni, ampak ista energija se čisti na globalni ravni. In približno tako je, kot da imamo vsi enako lekcijo. In ta trenutek se čistijo energije, zlorabe svete ženske energije. In to je toliko dobro, da vsem tistem, ki so se v preteklosti okoriščali z vašo energijo, z vašim znanjem, z vašim prispevkom, pač okoriščanje, ne? Kaj je zdrav odnos? Zdrav odnos je dam, daš, kroženje, gre cikel. Tam, ko je pa nezdrav odnos, pa dejansko več daješ, kot dobivaš, in nekomu je to normalno, da pač samo jemlje in jemlje. In ko ti reče, zdaj pa ne gre več čez moj filter, takrat logično stopi kam? Ne v sočutje. Ne reče, ja, pa saj imaš prav, ampak gre v agresijo. Agresijo, moram te pokoriti, vedno sem te pokoril in največkrat je seveda povezan to z energijo, moško energijo in da se razumemo, velikokrat so ženske v moški energiji. Se pravi, tukaj ni, da je tukaj samo moški, ampak tudi tiste jezne možače, ki so v borbeni energiji. No, in zato je tako pomembno, da se mi postavimo v svojo moč. V naši moči pa pomeni, da si usklajena, da imaš usklajeno svojo moško in žensko polovico in zdaj seveda, kot veste, desna stran glave je povezana z levo stranjo telesa in to je ženska plat. Se pravi, če imaš ti neke bolečine, v svojem telesu te boli levo koleno, to je povezano z maternico, s spolno energijo, spolno čakro in je povezano z družinskim deblom zlorabe in ti kot duša to predeluješ. Upam, da ni preveč zakomplicirano. In če ti šumi v desnem ušesu, ti v bistvu angeli sporočajo tako, pa daj že nekaj narediti, šumi ti, malo si razštelana, pa ti hoče ena frekvenca povedati, da je čas, da se naštelaš. No, potem pa po drugi strani pa, če imate težave z levo polovico glave in z desno stranjo telesa, pa pomeni, da je to moška plat in da se mogoče učite biti vi mehko bolj v moški energiji. To pomeni, da mehko bolj jasno poveste meje, da jasno postavite meje, da jasno določite, do kje. In predvsem, da stopite iz tiste vloge vedno prijazna ženska, ki vsem ustreže, ki je do vseh vedno prijazna, do sebe pa kruta, zabija si nože v prsa in sebe, biča do onemoglosti in za vse ostale pa vse v redu. In to pomeni, da taka ženska je ravno tako razštelana in je čas, da se spravi v ljubečo žensko energijo. Seveda, v odnosih smo ponavadi moški ženska, največkrat. In dobro, tisti, ki predelujejo istospolno usmerjenost, imajo še večje izzive, ampak zdaj, če gledamo, odnosi moški-ženska. In prvi odnos, ki smo ga vsi mi gledali v svoji mladosti, sta bila naša starša. Kako sta one da funkcionirala? Kdo je bil v moški energiji, kdo v ženski? Kdo je pri hiši nosil hlače? To je kar pomembna zadeva. Ker poglejte, če je pri hiši nosila hlače mama, je možno, da imate zamero do vseh žensk. Če ste moški ali ženska, se pravi, vse ženske so take. In to je zdaj program, ker so vse ženske take, vi imate v osnovi napisano na oglasni deski, tako kot en jumbo plakat, gor piše, privlačim ali pa potrebujem potem, da imam take ženske v svojem življenju. Sem že slišala moške, ki so prišli k meni na svetovanje, so rekli, ja, vsem ženskam je samo za denar. Kdo je bila v tvojem življenju ženska, ki je štela denar?
možno, da je bila to mama. In da je bila mama tista, ki z neko preračunljivostjo se poročila in prišla do denarja. A veste, to, kar označimo, vsi so taki. Nekaj govori sigurno o naših prepričanjih in o naših vzorcih, ki smo jih nabrali potom odraščanja. No in seveda potem gremo na odpuščanje. To je prva stopnička. Osebne rasti. Dokler mi ne odpustimo staršem, toliko časa ne moramo iti naprej, ker je to prvi odnos. Pred partnerjem, dobro, hkrati partner. Če pa menjamo partnerje, nam pa vsa energija gre v partnerski odnos, v spolni odnos, pa spet nimamo energije. To so temelji, se pravi, temeljne 3 zakonitosti, ali pa temeljne 3 točke, ki jih moramo počistiti na poti osebne rasti, so vedno povezane z energijsko posodo, ki leži na dnu hrbtenice. Se pravi, to je energijska posoda. Tukaj je korenska čakra, ki se nahaja na trtici. Tukaj je spolna čakra, ki se nahaja na sramni kosti. In ta energijska posoda, se pravi, na sredini je presredek in tukaj odhaja energija ven, pa odhaja tudi drugod in imamo takole, kot da bi imeli naluknjan lonec. In kdor nima te življenjske energije, mu tudi tukaj ima te 2 čakri sta zdaj povezane s hrbtenico in se pravi, tukaj noter se generira energija kundalini. In če ti želiš imeti energijo v možganjih, je potrebno to ščistiti. Se pravi, energija očeta, energija mame, spolnih partnerjev in tudi tukaj, če gledamo, tukaj je solarni pleksus, povezan s popkom, ki pa povezan tako z mamo, ne bolj z mamo, tudi z očetom, ampak sigurno s tem, kako se upam pokazati v svetu, kako se upam odpreti v odnosu, kako upam pokazati svojo ranljivost. Zaradi tega, ker ko nas boli nekaj, se skrčimo, se zaščitimo, je to tako? Gremo v klopčič, gremo v položaj zarodka, enostavno se skrčimo in zaščitimo sebe. Zdaj tisti, ki ste šli že na kakšno delavnico govorice telesa, dobro veste, kako izgleda, ko se ljudje zaprejo, ko naredijo takole. In še glavo dol in gledajo spod čela. Se pravi tako, moram se zaščititi. In takrat, ko smo pa odprti, smo pa tako, pa govorimo odprto, ni noben problem, nimamo potrebe potem, da se ščitimo, ker se počutimo dobro. In to je povezan s čakrami. Se pravi, koliko upam pokazati sebe. Povsod, v vseh odnosih, koliko upam pokazati sebe. Da ne govorimo o javnem nastopanju, kjer dejansko pokažemo sebe in kdor nima pošlihtanih teh 2 čakr, ne bo nikamor prišel zaradi tega, ker enostavno se skrči, ne more se pokazati. Zdaj v sredo sem začela delati, oziroma v torek zvečer, smo začeli s prvim delom tega online tečaja osebne rasti, super skupina je, tako da res dober. In zdaj so mi poslale fizične bolečine, kjer imajo fizične bolečine zato, da bomo prav to šle počistiti v povezavi z čakrami. Ampak, kjer je bil največja sprostitev oziroma kjer se je nakopičila največja teža, no in v okviru teh mojih delavnic seveda delamo tudi meditacije za čiščenje energijskega polja. Še nekaj vam moram povedati. Vedno vse te težave nastanejo na energijskem telesu in potem se preko tega energijskega telesa prevedejo na čakre, se pravi, slabše delujejo čakre in kdor ima težave recimo z zamero do očeta, ima na energijskem nivoju zamero zapisano, povezana je s korensko čakro, boli ga pa hrbet, pa križ. In seveda se je bolj enostavno in bolj varno ukvarjati s križem, pa hoditi k kiropraktiku, pa se ukvarjati, na klofen rabo, mene to boli, križ me je zagrabil, pa išjas, pa tako naprej. To je bolj enostavno. In veste, kaj je zanimivo? Na teh delavnicah, skozi te meditacije, ljudje, to je zdravilna molitev dekodiranja, nimajo stranskih učinkov. Zakaj?
ker mi gremo sčistiti zapis. In ko mi sčistimo zapis, se sprosti ena energija, in ko se sprosti energija, popusti bolečina na fizičnem telesu. To je nekaj neverjetnega, res nekaj neverjetnega. No, zdaj pa, to vam hočem povedati, kaj se je zgodilo zdaj v tej delavnici, ki sem jo imela, oziroma tej torkovi skupini. Ko smo prišli do korenin družinskega debla, naenkrat je nastala taka težka, gosta energija. In smo šli narediti najprej meditacijo za dekodiranje, in potem iz tega ven smo pol šli naprej na meditacijo za odpuščanje. In ena od udeleženk mi napiše mail, da je tako dobro spala in da je sanjala svojega očeta, da jo je pestoval kot otroka. Ona je odpustila otroku, očetu, ker kot otrok je dobila premalo ljubezni in verjetno se celo življenje trudi za ljubezen. Pač na ta način, prosim, imejte me radi. Tako kot kuža, veste, ko mu pokaže sirček, pa bo vse naredil, se bo obračal okrog samo, da bo dobil ti sirček. Ravno tako smo mi v odnosih. Če smo podhranjeni z ljubeznijo v mladosti, ne znamo postaviti mej, seveda, pristajamo na manj, kot nam pripada, in predvsem prosjačimo za ljubezen. In ko mi počistimo ta del, kar se tiče ljubezni do sebe, ko odpustimo, naenkrat pride druga energija, naenkrat se tako močno sprosti energijsko polje, da se odnosi enostavno čez noč izboljšajo. To so res tako močna orodja. No, zdaj pa pojdimo nazaj na zlorabo. To, kar se zdajle jaz tako občutim, da se ta trenutek čisti na globalni ravni zloraba svete ženske energije. In to pomeni, zloraba svete ženske energije je povezana s tem, da ženske so na splošno manj plačane kot moški, da se ženska mora veliko bolj potruditi za neko delovno mesto in seveda potem mnoge grejo v drugo energijo in grejo v borbo. In ko ženska gre v borbo, se ji tvorijo moški hormoni, nastane testosteron v njenem telesu. Ko testosteron nastane, postane poraščena, lasje izpadajo, rediti se začne, vročinske vplive ima, pač enostavno se popolnoma počuti sesuto. No, in to, zdaj pripravljam to delavnico za vas, ki ste že bili v mojem programu, za vse tiste, ki pač niste še bili, berite knjige. Zdaj bomo pa šli na pozitivna sporočila, ker tako čutam, da tale, ne vem, luna v škorpijonu z nekim ognjem, pač jaz spotoma kakšno stvar ujamem, ampak kakorkoli. Tako, zanimivo se čistijo energije. In bomo šli pogledati, kaj nam sporoča ta trenutek stvarstvo, kaj je prav, da ozavestim, kaj je prav, da naredim, kaj je tisto, kar je pomembno za duhovni napredek moje duše. Ta trenutek, v tem času, oziroma če gledate posnetek, ta trenutek, ko tole gledate. Stvarstvo ti sporoča, da ja, življenje ti ponuja lekcije, ampak dovoli si iti lahkotno naprej. Enostavno samo stopi čez to in reci, tako pač je. Pač, tako je. Imam izbiro. Lahko se zapletem v drame življenja, lahko pa si preprosto rečem, tako pač je, in se nasmehnem. Ne dovolim, da mi energijo kradejo ljudje, ki so polni strahu in zamir. To je njihova drama. Tudi ko me želijo potegniti v svojo zgodbo, sem mirna. Blagoslavljam jih v imenu Kristusove ljubezni in sebi dovoljujem, da grem lahkotno naprej. Moj svet je miren. A vam nekaj povem? Itak, pred konc videa ne gledajo več tisti firbci. A vam nekaj povem, kaj se je meni zgodilo 2 dni nazaj. Ne, včeraj je bilo to. Glede na to, da te nove knjige ne bom napisala in sem jo umaknila in enostavno odstopila od poslovnega sodelovanja, včeraj zjutraj 7:45 me kliče ta poslovni partner in tako pač sem se oglasila zadnjič.
In je rekel, da želi, da mi povedati osebno, da mi je jasno, vkolikor bom knjigo objavila, bo naredil vse, da me medijsko linča in da me da na naslovnico novic in da mi bo že pokazal, kakšno moč ima. Pač tako, iskreno povedano, ni mi bilo vseeno. Včeraj sem imela kar precej za predelati, ampak prav tako, hkrati sem bila pa tako ponosna nase, da sem enostavno rekla, lej, to je tvoj film. To je tvoj film, to ni moje. To ni moje, ker s figo v žepu jaz ne sodelujem z nikomor. Grem pošteno vse odnose in je v redu. In jaz verjamem, da če se meni dogajajo take stvari, se verjetno tudi vam dogajajo neki dogovori, ker se nekdo ne drži dogovora ali pa vas hoče peljati žejne čez vodo ali pa, a veste, jaz verjamem, da ni, da se samo meni dogajajo lekcije, verjamem, da se tudi vam dogajajo lekcije. In gre se za to, koliko zmorem biti v miru sama s sabo, koliko zmorem enostavno reči, blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni, moj svet je miren, tebi želim vse dobro, se pravi, ne greš, ne vzameš mitraljez in ne delaš, ampak se postaviš v svojo moč, ja, in včeraj je šla skozi mene žalost. Ampak taka žalost, pač logično, jaz takrat, ko sem žalostna, pač jočem, ker solze so itak in avtopralnica za dušo, in dol sem zajela sapo in sem rekla, v redu je, gremo dalje. Pač, in tako je v življenju, v redu, lahko te nekaj zaustavi za en dan, ampak potem bodi v energiji miru, ne dovoli, da te strah sesuje. Nekaj, zdaj, če jaz gledam mojo zgodbo, če jaz grem v strah, bom zdajle, kaj bom naredila, kaj če bo? Pač, če bo, bom rekla tako, kar rečejo Američani, tudi negativna reklama je reklama. Pač, kaj ne rečem? A se bom zaradi tega ubila? Ne bom se. A bo zaradi tega konec sveta? Verjetno ne. Če se bo to zgodilo, se pač bo zgodilo. Pač pustimo zadeve in gremo dalje. Gre se za moj mir in to je moja lekcija. In verjamem, da je tudi vaša lekcija, ne samo moja. Kar se dogaja na mikroravni, se dogaja tudi na makroravni. Gremo naprej. Moj svet je miren. Občutim mir. Vranična čakra. Vranična čakra. Sem rekla, mir. Stvarstvo me uči, kako biti, ne glede na to, kaj se dogaja zunaj, kako ohranjati svoj notranji mir. Zadovoljstvo je moja izbira. V vsakdanjem življenju lahko najdem drobna zadovoljstva. V ljudeh zlahka najdem lepe lastnosti. Vsak dela najbolje, kar zmore. Tudi ljudje, ki so me razočarali, so delali najbolje, kar so znali. Blagoslavljam jih v imenu Kristusove ljubezni in jim dovoljujem, da odidejo iz mojega življenja. A ni zanimivo? 2 karti z istim sporočilom. Blagoslov je največja oblika zaščite energijskega polja. Ko mi nekomu rečemo, blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni, to pomeni, ko si v energiji blagoslova, enostavno narediš ščit okrog sebe in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja, se pravi, tukaj samo še mir. In ni, da ga pošiljam v 3 pisane maretice, pa ima, ne? Ni, da mu želim karkoli slabo, ampak v redu je, delaš najboljše, kar zmoreš, si v strahu, bodi, ampak to ni moja vibracija, v redu, odhajaš iz mojega življenja. V redu je. Blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni in ti dovoljujem, da odideš iz mojega življenja. Ponovite si to parkrat. Boste videli, kako naenkrat dobiš notranjo moč. In lepota. Jaz sem lepota in milina. Lepota moje duše se izraža na mojem obrazu in na mojem telesu. Lepota moje duše. Vse povsod lahko opazim lepoto stvarstva. Lepoto lahko vidim v sebi, v drugih in v naravi, ki je tu.
da razveseljuje mojo dušo. Ko se zazrem v svoj obraz, opazim lepoto. Jaz sem vsak dan bolj lepa. Moj obraz izžareva čisto svetlobo. Luč sije skozi mene in se dotika ljudi okoli mene. Občudujem vse ženske sveta in blagoslavljam vse matere sveta. Kar verjamem, veste, to, kar zdaj le predelujemo, ker se očitno predeluje zloraba svete ženske energije, mi to predelujemo na globalni ravni, na kolektivni ravni, na družinskem deblu. Mi predelujemo ene lekcije, zato da bo našim otrokom lažje. Juhej, a ni to dobro? Ja, a lahko govorim tako, kaj mislim, tako jebeno težko je. Tako je težko, ampak kaj naj rečem? Tvoja duša si to izbrala. Ti kot duša si rekla, jaz se javam, jaz bom šla v ta čas, jaz bom to zrihtala. In pol pride težko in kaj se še učiš? Zaupati, da bo vse v redu. Zaupati, da ti Bog pomaga, da ti angeli pomagajo, da je tukaj stvarstvo, ki ti želi pomagati. Ker ti si sonce, ti si poslana sem, da osvetljuješ, da svetiš. Ti si žarek sprememb. Ti si žarek sprememb. Poslušaj zdaj to sporočilo, to je karta 39. Na zemljo si poslana, da svetiš ljudem. Stvarstvo te ta trenutek potrebuje, prav ta trenutek. Povezuj se z izvorom svetlobe, dovoljuj, da te vsako jutro napolni nova energija. Sončno energijo nosiš v svojem srcu, dovoli si žaret v ljubezni. Ne v jezi, ker ne laže iti v isto energijo, ne laže iti nekdo strahom udari proti tebi, greš v strah. Ne. Blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni. Nekoč je ena rekla, ki je bila pač tako bolj borbeni energiji, pač ne tega uporabljati, ampak je rekla tako. Blagoslavljam te v imenu Kristusove ljubezni, po domač povedan, kurc te gleda. Lahko tako rečete, če se boste boš počutile. Tako, dajte same tisti pi, pa bo, je prav, če je preveč tole. In jasnost, tvoja intuicija, ti veš, poznaš resnico. Ti, ki tole poslušaš, ti si resnica. Tvoja resnica je pomembna, to je tvoja resnica. Jaz občutim, zato vedno v komunikaciji govoriš, v tej situaciji jaz občutim. Ne, ti si mi rekel to in to. Ampak jaz občutim, kaj ti občutiš. Ko se ne znaš odločiti, te zadržuje strah. Strah je kot virus. Takrat dovoljuješ, da ljudje okuženi strahom manipulirajo s teboj. Jasno ti je, kaj je dobro za tebe. Jasnost ti pomaga do čiste resnice. Enostavno veš in se zavedaš, kako delovati. In zavedaj se, da v tvojem zavedanju, kdo ti si, je tvoja moč. Tvoja moč je v tem, da ostajaš v energiji ljubezni. In ostan v energiji ljubezni in boš videla, kako se bojo vse stvari začele obračati tebi v prid. No, to je to, kar sem želela danes govoriti. V glavnem, naslednji video bom že več vedela za delavnico konec meseca, za tudi vse ostale delavnice. Tako da, kaj več o tem povem in se veselim tega povezovanja, druženja, objemov. Res se veselim tega, ker vem, da je to nekaj, kar ta trenutek je tako, tako pomembno, prav povezovanje, sodelovanje. Ta trenutek je pomembno, da začnemo enake vrste ptiči skupaj letati. Čas je. Tako da, ja, se vidimo v naslednjem videu, vi pa uživajte, kaj dobrega naredite za sebe. Mogoče ta zadnja misel, kaj ste danes naredili, da ste osrečili sebe. Kaj že? No, to je pomembno. Kaj si danes naredila, da si malenkost bolj svetla in srečna. Tako da, če še nisi, naredi nekaj za sebe. Tako da uživaj, vse dobro te želim in se vidimo v naslednjem videu.